Lepo pozdravljeni, moje ime je Vekoslav Korošec, sem direktor Združenja za svetovalni inženiring pri Gospodarski zbornici Slovenije. Združenje za svetovalni inženiring je že 21 let polnopravni član mednarodne organizacije FIDIC in namen mojega predavanja je, da predstavim to svetovno organizacijo svetovalnih inženirjev in da predstavim standardne pogodbe, standardne FIDIC pogodbe, ki se v zadnjih letih v Sloveniji zelo veliko uporabljajo, predvsem za projekte, ki se sofinancirajo iz kohezije. FIDIC je akronim, francoski akronim za Mednarodno zvezo svetovalnih inženirjev. Ustanovljen je bil pred 101 letom in ima zelo dolgo tradicijo na področju izpopolnjevanja svetovalnih inženirjev, na področju priprav smernic in pa na področju standardnih oblik pogodb. FIDIC je v praksi zaživel šele po drugi svetovni vojni z Marshallovim planom, ko se je začela intenzivna obnova po vojni porušene Evrope in so se pri investicijah pojavljale številne težave in spori med naročnikom in med izvajalcem. Takrat je na ameriško pobudo FIDIC začel pripravljati standardne oblike pogodb med naročnikom in izvajalcem za investicijske projekte, ki so temeljile na dolgoletni inženirski praksi in seveda na uravnoteženju pogodbenih določil med naročnikom in izvajalcem. Danes je FIDIC največja svetovna strokovna organizacija svetovalnih inženirjev. Člani FIDIC-a so nacionalna združenja in danes je v FIDIC včlanjeno več kot 80 držav iz vseh kontinentov. FIDIC organizira letne konference, seminarje in druge prireditve s ciljem razvoja visoko etičnih in strokovnih standardov pri gradnji objektov. FIDIC je najbolj znan tudi po standardnih oblikah pogodb med naročnikom in izvajalcem. Sama organizacija FIDIC ima sedež v Švici. Naše združenje za svetovalni inženiring ima z FIDIC-om kot polnopravni član podpisano posebno pogodbo in dovoljenje FIDIC-a, da vse FIDIC-ove pogodbe lahko prevedemo v slovenščino in tudi o teh pogodbah in teh pravilih delovanja FIDIC predavamo v slovenskem prostoru. Naše združenje za svetovalni inženiring je 21 let član FIDIC-a. Ustanovili smo ga prav zaradi tega, da je Slovenija lahko postala polnopravni član FIDIC-a. Po osamosvojitvi leta 1991 smo v Sloveniji začeli z ambicioznim programom investicij v energetiki in infrastrukturi na področju obnove verige Dravskih elektrarn. Takrat je bil prvi projekt in pa izgradnja cestnega omrežja. Takrat so mednarodne finančne inštitucije sugerirale, da za osnovo med naročnikom in izvajalcem izberemo standardno FIDIC-ovo pogodbo. Takrat so nam tudi sugerirali, da se včlanimo v FIDIC in da si preko članstva FIDIC-a pridobimo tudi pravice za uradne prevode standardnih FIDIC-ovih pogodb. Slovensko združenje za svetovalni inženiring v tujini in v FIDIC-u nastopa pod angleškim imenom NACES, National Association of Consulting Engineers of Slovenia, in seveda organizira predavanja o standardnih oblikah FIDIC pogodb in seveda sodeluje tudi pri izobraževanju naročnikov, izvajalcev in vseh, ki v investicijskem procesu sodelujejo. Poleg tega ima skladno z FIDIC-ovo prakso Slovensko nacionalno združenje izoblikovano tudi listo prosojevalcev, to se pravi članov komisij za reševanje sporov, ki lahko v primeru spora sodelujejo pri reševanju sporov na osnovi pogodb FIDIC. Zakaj je poznavanje FIDIC prakse
in pa FIDIC pogodb nujno. V investicijskem procesu nastopajo naročnik, recimo investitor, izvajalec, nastopa projektant, nastopa inženir, ki zastopa interese naročnika, nastopa nadzornik in seveda nastopa revident in pa seveda tudi podizvajalci. Vsi ti udeleženci v investicijskem procesu morajo imeti ustrezna znanja in ustrezne kompetence. Morajo imeti ustrezna strokovna znanja, ustrezna znanja z področja vodenja projektov in morajo imeti tudi ustrezna znanja, kako voditi projekte skladi z določilom pogodb FIDIC-u. Dosledno upoštevanje FIDIC pogodb in pa prakse je pogoj za uspešno izvedeno investicijo, nenazadnje tudi revidenti, auditorji Evropske komisije tudi pregledujejo, ali so se pogodbe dosledno spoštovale. Za delo z FIDIC-ovimi pogodbami je potrebno veliko znanj, predvsem so pa potrebne izkušnje, ki se jih posameznik lahko pridobi predvsem na uspešno izvedenih projektih. Najboljša šola je uspešno izveden projekt oziroma uspešno izvedeni projekti, izkušnje na teh projektih, je pa za začetek nujno sodelovanje saj na nekaj FIDIC seminarjih. Kaj je pravzaprav svetovalni inženiring? Svetovalni inženiring izvajajo podjetja. V svetovalnih inženiringih so zaposleni inženirji, bodisi pooblaščeni inženirji, člani Inženirske zbornice Slovenije ali pa pooblaščeni arhitekti, člani Zbornice za arhitekturo in prostor. V našem združenju so zastopana podjetja. V našem združenju so člani podjetja in naše združenje za svetovalni inženiring oziroma angleško NACES je polnopravni član FIDIC-a. Svetovalni inženiring je v principu nudenje strokovne, tehnične, pravne, ekonomske in organizacijske pomoči v celotnem investicijskem procesu od ideje do predaje zgrajenega objekta in seveda obratovanje objekta v celotni življenjski dobi do razgradnje. Za svetovalni inženiring sta pomembni tako usposobljenost in strokovnost, kot tudi korektnost oziroma nepristranskost izvajalca svetovalnega inženiringa. Svetovalni inženiring izvajajo lahko le gospodarske družbe, registrirane za upravljanje te dejavnosti. Svetovalni inženirji imamo tudi svoj kodeks, ki temelji na FIDIC-ovem etičnem kodeksu in pa tudi na pravilih obnašanja, ki jih je postavilo Evropsko združenje za svetovalni inženiring EFKA. Poleg tega, kot inženirji posamezniki, smo pa tudi zavezani k etičnemu kodeksu, ki nam ga pa nalagajo naše matične organizacije, konkretno za mene kot elektroinženirja Inženirska zbornica Slovenije. Zdaj, sama organiziranost FIDIC-a. FIDIC ima sedež v Ženevi, ima zelo majhno skupino zaposlenih, gre samo za 5 redno zaposlenih v Ženevi. Vse dokumente pripravljajo strokovnjaki iz nacionalnih združenj. To se pravi, vse oblike FIDIC-ovih pogodb, vse priporočila, smernice pripravljajo ti strokovnjaki, ki jih v delovne skupine postavijo nacionalna združenja. Sama ta skupina zaposlenih v FIDIC-u je predvsem zadolžena za koordinacijo in za organiziranje kongresov, za pripravo publikacij, tisk, oblikovanje in prodajo teh publikacij. Najbolj znane so seveda te FIDIC-ove pogodbe med naročnikom in izvajalcem. Po FIDIC-u naročnik v angleščini employer in kontraktor. Te FIDIC-ove knjige nakratko označujemo po barvah platnic. Najprej rdeča knjiga, to je ta knjiga, ki je bila najprej že v začetku 50-ih let kot prva natisnjena, gre za pogoje gradbenih pogodb, za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik. V nadaljevanju bom to knjigo malce podrobneje tudi predstavil. Druga knjiga, FIDIC-ova standardna oblika pogodb, zelo veliko se uporablja tudi v Sloveniji, so pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev.
In tej knjigi pravimo rumena knjiga. In tretja knjiga, ki se veliko uporablja tudi v Sloveniji, je pa srebrna knjiga. To so pa pogoji pogodb za dobavo, inženirske in gradbene storitve. Gre pa tu za projekte na ključ, oziroma v angleščini Engineering Procurement Construction, oziroma Turnkey Projects. Poleg tega se pa za pogodbo med naročnikom in svetovalnim inženirjem pa uporablja tako imenovana FIDIC-ova bela knjiga, to je vzorec pogodb za storitve. Poleg te bele knjige je pa preveden tudi poseben vodič za belo knjigo, kako to pogodbo uporabljati. Bela knjiga kot standardna oblika pogodbe za svetovalne storitve se pa uporablja kot osnova za pogodbe med naročnikom in projektantom, med naročnikom in nadzornikom, med naročnikom in revidentom, skratka za vse te storitve svetovalnega inženirja. Poleg tega, poleg teh standardnih oblik pogodb, pa FIDIC pripravlja tudi smernice in priporočila. To so pa pomembne smernice za izvajanje investicij, smernice za izbiro najugodnejšega ponudnika inženirskih storitev. Namreč, tudi pri nas v Sloveniji imamo zelo slabo prakso, da izbiramo projektanta, nadzornika na osnovi najnižje cene, kar ni prav. FIDIC priporoča izbiro na osnovi kakovosti in cene. To je tako imenovani Quality Based Selection ali Quality and Cost Based Selection. FIDIC in pa tudi druge strokovne organizacije so tudi pri Evropski skupnosti dosegle, da nova evropska direktiva, ki je bila sprejeta januarja letos o javnem naročanju, tudi ukinja diktat najnižje cene in uvaja ekonomsko najugodnejšo ponudbo, kar pomeni, da se ta orodja izbira na osnovi kakovosti in cene lahko uporabljajo in ta evropska direktiva mora biti v 24 mesecih implementirana tudi v slovensko zakonodajo, tudi v slovenski zakon o javnem naročanju. Poleg tega seveda ima FIDIC še vrsto smernic in priporočil, šola dobre prakse, kako organizirati inženirsko podjetje, kako tržiti inženirske storitve, kako izvajati inženirske storitve, potem so smernice za obvladovanje rizikov, smernice za zavarovanje projektne odgovornosti, potem smernice za poslovno neoporečnost. Ta business integrity management v zadnjem času postaja zelo pomemben element pri poslovanju podjetij vseh, ki v investicijskem procesu nastopajo, kjer seveda se preprečuje kolizija interesov in seveda uvaja visoka etična merila za izvajalce inženirskih storitev. Potem so tu smernice za zagotovitev kvalitete, smernice za trajnostni razvoj in pa seveda kriteriji, kako oblikovati listo presojevalcev, to se pravi strokovnjakov, potencialnih strokovnjakov za člane komisij za reševanje sporov po FIDIC-u. Kako je z uporabo FIDIC-ov v Sloveniji? Prvič se je FIDIC začel uporabljati pri avtocestnem odseku Vrhnika-Postojna, to je bilo leta 1972. Takrat je Svetovna banka, ki je sofinancirala ta projekt, zahtevala uporabo te standardne FIDIC-ove pogodbe in takrat je bila zahtevana ta tako imenovana rdeča knjiga, oziroma prva verzija rdeče knjige, ki je bila prva izdaja, bila 1957. leta. Kasneje so sledile še nadaljne izdaje in v veljavi so izdaje FIDIC-ovih pogodb rdeča, rumena in srebrna knjiga iz leta 1999. Mi smo se kot inženirji srečevali z FIDIC-ovimi pogodbami tudi na projektih na tujih trgih, predvsem v takratnih državah, neuvrščenih državah, kjer smo bili precej prisotni in tudi bivša skupna država je bila članica FIDIC-a. Takrat smo imeli sedež te organizacije, ki se je imenovala ZAIKO v Zagrebu. Slovenija je član FIDIC-a od leta 1993 in FIDIC z pridom uporablja pri nas v Sloveniji. Moram pa povedati, da ključni
ključni sprožilec velike uporabe FIDIC-a v Sloveniji so pa mednarodne finančne inštitucije in pa Evropska skupnost, ki je za vse projekte kohezije zahtevala uporabo standardnih FIDIC-ovih pogodb. Poleg Slovenije uporabljajo FIDIC-ove pogodbe vse države upravičenke do sredstev kohezije, to so baltske države, to je Češka, Poljska, Madžarska, Slovaška, Bolgarija in Romunija. In že od samega začetka, ko smo vstopili v EU in ko smo začeli s projekti kohezije, med temi državami in med nacionalnimi združenji, ki so vsi člani FIDIC-a, obstaja zelo dobro sodelovanje pri uveljavljanju FIDIC-ove prakse in pa izmenjavi izkušenj na pogodbah, ki smo jih izvajali oziroma ki jih izvajamo po FIDIC-u. Zdaj, standardne oblike pogodb. Namen mojega predavanja je, da vas seznanim tudi z temi standardnimi oblikami pogodb, samimi principi teh pogodb in pa seveda tudi z nekaterimi težavami, ki pri izvajanju teh pogodb nastopajo, oziroma težave, ki so se pojavile pri nekaterih projektih, ki jih sofinanciramo iz kohezije. Same pogodbe temelijo na različnih modelih izgradnje. Prvi model izgradnje je, da naročnik izdela oziroma pripravi oziroma njegov projektant izdela projektno dokumentacijo. To se pravi, projektant je na strani naročnika, naročnik na osnovi projektne dokumentacije pripravi tudi razpisno dokumentacijo, sklene pogodbo in izvajalec izvaja dela na osnovi projektne dokumentacije, ki jo je pripravil naročnik. To je ta model izgradnje, ki temelji na rdeči knjigi. Drugi model izgradnje je, da naročnik pripravi razpis, da pripravi zahteve naročnika, potem pa projektiranje in izvedbo odda izvajalcu. To je tako imenovani princip design and build, projektiranje in izgradnja, in to je tako imenovana rumena knjiga. Pogoji pogodb za obratno opremo, projektiranje in graditev, za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec. To se pravi, izvajalec izdela projektno dokumentacijo, dobavi opremo, montira opremo, zgradi objekt za naročnika. In tretji model izgradnje je pa, da izvajalec izdela objekt na principu ključ v roke. To je tako imenovana srebrna knjiga, ki se imenuje pogoji pogodb za dobavo inženirske in gradbene storitve. To so projekti na ključ, oziroma v angleščini jim pravimo engineering, procurement, construction, turnkey projects. Potem imamo pa še eno obliko pogodbe, ki se redkeje uporablja, ki je bila šele pred 2 leti uvedena v uporabo. To je pa tako imenovana zlata knjiga. To je pa namenjena predvsem projektom, ki se oddajajo na principu koncesije. To pa pomeni, da izvajalec sprojektira, zgradi objekt in obratuje z objektom v celotni koncesijski dobi. Recimo 20 let nekdo zgradi čistilno napravo in s to čistilno napravo obratuje 20 let, stroške, investicije in obratovanja in vzdrževanja v tej kompletni koncesijski dobi pa pokriva recimo iz kanalščine, iz teh prispevkov za komunalne storitve. Zdaj, ker se zlata knjiga v Sloveniji še ne uporablja in imamo projektov javno-zasebnega partnerstva, veliko se uporablja tudi za projekte javno-zasebnega partnerstva, relativno malo, bom seveda se usmeril predvsem na te 3 knjige, rdečo, rumeno in pa srebrno knjigo. Tole je tako imenovana mavrica FIDIC-ovih pogodb. Namreč poleg te rdeče, rumene, srebrne knjige in pa zlate knjige, to za projekte javno-zasebnega partnerstva, imamo tudi
tako imenovane kratke oblike pogodb, to je zelena knjiga, ki se pri nas sorazmerno zelo malo uporablja. Potem je najnovejša pogodba za podizvajalce, rdeča knjiga, ki se pri nas, ki ni še prevedena v slovenščino, je še v testiranju, bo pa zelo verjetno kmalu tudi prevedena v slovenščino. Potem pa seveda, kar sem že povedal, je pa ta tako imenovana bela knjiga in pa vodič k beli knjigi, to je pa pogodba med naročnikom in pa izvajalcem inženirskih storitev. Moram reči, da ta bela knjiga za projekte kohezije ni obvezujoča, to se pravi, da pri nas se bela knjiga ne uporablja tako pogosto. Moram pa povedati, da FIDIC pripravlja novo verzijo bele knjige, ki bo letos jeseni na konferenci FIDIC-a v Braziliji tudi predstavljena in bo, računamo, v enem letu prevedena tudi v slovenščino. Kaj je prednost teh FIDIC-ovih pogodb in zakaj jih, mednarodne finančne inštitucije, predvsem tisti, ki želijo, da so sredstva, ki jih vlagajo v določeno državo, tudi najbolj učinkovito porabljena, zakaj zahtevajo te pogodbe? Prednost FIDIC-ovih pogodb je v tem, da temeljijo na dolgoletnih izkušnjah tako naročnikov in izvajalcev. Glede na to, da ima med naročnikom in izvajalcem svetovalni inženir precej neutralno vlogo, predvsem temelji to na njegovi strokovnosti, so tudi svetovalne inženiringe oziroma FIDIC kot organizacijo svetovalnih inženiringov zadolžili, da je FIDIC pripravil te standardne oblike pogodb in da so jih naročniki in izvajalci in mednarodne inštitucije tudi prevzele in sprejele. To je zelo pomembno. Prednost seveda teh standardnih FIDIC pogodb je, da imajo bistvene klauzule. V glavnem vsaka ta standardna oblika pogodb ima 20 standardnih klauzul, ki je sestavljena iz splošnih pogojev in iz navodil za izdelavo posebnih pogojev. Ta dosledna struktura se uporablja oziroma je implicirana v vseh standardnih oblikah pogodb. FIDIC-ove pogodbe so poštene in nepristranske, so uravnotežene. To se pravi, uravnotežene so, da so interesi naročnika in interesi izvajalca in pravice naročnika zaščiteni. Riziki se dodeljujejo stranki, ki ima najboljše možnosti, da jih upravlja in obvladuje, in tudi tveganja so pravično razdeljena. Prednost FIDIC-ovih pogodb je tudi celovitost in pa elastičnost. Namreč FIDIC-ove pogodbe se lahko zelo enostavno prilagajajo lokalni zakonodaji. V posebnih pogojih seveda se te FIDIC-ove pogodbe prilagajajo naši zakonodaji. Zakon o graditvi objektov, zakon o javnem naročanju, zakon o umeščanju v prostor, skratka vsej naši zakonodaji, obligacijskem zakoniku, skratka FIDIC je zato prilagojen in seveda obstajajo v posebnih pogojih tudi navodila, kako te posebne pogoje sestaviti. Ravno zaradi tega ima FIDIC izredno velik ugled v svetu. Letno se podpiše 70.000 pogodb na osnovi FIDIC-a na vseh kontinentih. Pred leti sem bil na konferenci FIDIC-a, kjer je bila prisotna tudi močna kitajska delegacija in bil je prisoten tudi vodja projekta, ki je gradil olimpijski stadion v Pekingu za olimpijske igre, Ptičje gnezdo, če se spomnite. Arhitekturo so izdelali Švicari po naročilu, projektno izvedbo, projekte za izvedbo in sama izvajanja pa Kitajci. In te pogodbe so bile tudi na osnovi FIDIC-a. Skratka, na vseh kontinentih, Amerika, Azija, Afrika, Avstralija, vse te države uporabljajo FIDIC in seveda tudi Evropa. Zdaj, seveda, izbira modele izgradnje. Kako se odločiti, katero knjigo izbrati, rdečo, rumeno, srebrno knjigo? Najprej seveda naročnik mora izbrati svetovalnega inženiringa. Ponavadi v praksi naročnik, posebno v javnem sektorju, nima močnih investicijskih skupin, nima dovolj znanj, da bi sam vodil investicijo. Zato je najpametneje, da zato izbere svetovalnega inženira,
da izbere projektanta in seveda, da pripravi investicijsko dokumentacijo in da mu tudi svetuje, za kakšen model izgradnje se odloči. In zato se vedno, kakšno obliko pogodbe bo izbral, se vedno odloči naročnik. Lahko seveda izbere model, da bo naročnik, da bo najprej razpisal storitve projektanta, izbral projektanta in bo projektant izdelal projektno dokumentacijo. Lahko se pa odloči, da bo oddal in izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo izvajalcu, oziroma da bo izvajalcu oddal projekt na ključ. Zakonodaja FIDIC se seveda prilagaja lokalni zakonodaji in seveda naročnik mora pri izbiri modela pogodbe in pripravi posebnih pogojev seveda tudi upoštevati in vso slovensko zakonodajo oziroma vso lokalno zakonodajo v teh pogojih tudi predpisati. Je pa jasno, da pri nas v Sloveniji obstajajo tudi določene zakonske omejitve, to se pravi, da projektant ne more, če projektant nastopa na strani naročnika, ne more potem v izvedbeni fazi pa nastopati na strani izvajalca. To je kolizija interesov, ker lahko bi se zgodil, da bi seveda projektant naročnika lahko tudi zavedel in delal v interesu izvajalca, kar pa za investitorja ni ugodno. K temu nas zavezujejo tudi etična pravila, tako svetovalnega inženiringa, kot tudi kot posameznike člane inženirskih zbornic. Zdaj, prva slika, ki jo vidite, je, rekel, ta model izgradnje po rdeči knjigi. Sicer nastopa naročnik, nastopa projektant oziroma inženir, po FIDIC-u naročnik imenuje tudi inženirja in seveda med tema dvema je sklenjena pogodba, FIDIC priporoča belo knjigo. To je ta bela knjiga, standardna oblika pogodb med naročnikom in izvajalcem. Bodi si, da je to pogodba med naročnikom in projektantom, med naročnikom in nadzornikom oziroma med naročnikom in revidentom projektne dokumentacije. Na drugi strani pa ima naročnik pogodbo z izvajalcem, izvajalec del seveda projektira na osnovi dokumentacije, ki jo je izdelal naročnikov projektant, in seveda po potrebni izvajalec del angažira tudi podizvajalce in z vsakim podizvajalcem ima tudi podizvajalsko pogodbo. To je ta model rdeče knjige. Drugi model je pa tako imenovana rumena knjiga. Tu pa naročnik s pogodbo sklene pogodbo samo z inženirjem, to je predstavnik investitorja, in z nadzornikom. Po ZGO-ju mora naročnik imenovati tudi nadzornika. Oddela, izdelava projektne dokumentacije, izdelava, dobava opreme, montaža, gradbeno, pa vse odda s pogodbo izvajalcem. In to je tako imenovana rumena knjiga in inženir in nadzornik nadzira izvajalca v fazi izgradnje. Izvajalec, v angleščini mu pravimo tudi kontraktor, naročnikov pa v angleščini pravimo employer, izvajalec pa seveda angažira po potrebi tudi podizvajalce z pogodbami, kjer lahko tudi uporabi standardne oblike FIDIC-ovih pogodb. Kaj je pa problem pri tej rumeni knjigi? Pri tej rumeni knjigi Design and Build se pa postavlja problem, v kateri fazi pa izvajalec začne izdelovati projektno dokumentacijo. Pravilo v svetu je, da ima naročnik že vsa pridobljena soglasja in tudi dovoljenja. To se pravi, od faze PGD, od faze gradbenega dovoljenja, začne izvajalec izvajati, pripravljati projektno dokumentacijo, dobavo opreme, gradnje objekta. Pri nas v Sloveniji so pa velikokrat naročniki, zato da bi prihranili na času, zato da bi prihranili tudi na
teh razpisnih pogojih, ker pol moš več javnih naročil izoblikovati, oddali izvajalcem izdelavo PGD-ja in pridobitev gradbenega dovoljenja. Tu je prišlo pa do težav, ker izvajalci velikokrat niso bili usposobljeni oziroma niso uspeli pridobiti gradbenega dovoljenja. Prišlo je do zamude rokov, prišlo je do sporov, odškodninske odgovornosti oziroma nekateri projekti so tudi ogroženi, da bomo izgubili evropska sredstva. To se pravi, pri tem je treba biti zelo previden, v kateri fazi oddaš projektiranje. Priporoča se, da naročnik le v prvi fazi za izdelavo investicijske dokumentacije angažira svetovalnega inženirja vsaj do faze PGD in od faze PGD, to se pravi izvedbeno projektiranje, odda izvajalcu. Tretja oblika pogodbe je pa tako, to so pa tako imenovani projekti na ključ, to je srebrna knjiga. V Sloveniji se srebrna knjiga zelo redko uporablja in seveda pri srebrni knjigi je pa vsa odgovornost na strani izvajalca, riziki so zelo veliki in tudi naročnik se v samo izvajanje projekta ne vmešava, njega predvsem zanimajo samo posamezne fazni roki, končni roki in seveda cena v okviru pogodbene cene in pa seveda vsi parametri, načrtovani parametri morajo biti izpolnjeni. Investitor, tudi naročnik, tudi ne imenuje inženirja, tako kot pri rdeči in rumeni knjigi, to se pravi, da se minimalno vpleta v delo izvajalca. Zdaj, rdečo knjiga se uporablja predvsem za infrastrukturne objekte, cestogradnjo, mostove, tunele, kjer praktično projektant z veliko zanesljivostjo lahko v celoti izdela vso projektno dokumentacijo in seveda vse osnove, da izvajalec lahko izvaja na osnovi njihovih projektov. Pri kompleksnih projektih, tehnološko kompleksnih projektih, kjer so v samih objektih vključene tudi zapletene tehnologije, takrat je smiselneje, da se uporablja rumena knjiga Design and Build, kjer seveda izvajalec prevzame kompletno izdelavo projektne dokumentacije, samo izvedbo in samo gradnjo objekta. To se pravi, veliko se rumena knjiga v Sloveniji uporablja pri vodočistilnih napravah, kjer so seveda v okviru gradbenih objektov tudi je vgrajena tudi zahtevna tehnološka oprema za čiščenje odpadnih voda. Potem za najbolj kompleksne objekte, infrastrukturne objekte, kompleksne elektrarne, se pa investitor odloča za tako imenovano srebrno knjigo, kjer seveda se zahteva tudi višja stopnja zagotavljanja stalnosti končne cene in pa roka. Seveda vso odgovornost pri srebrni knjigi naročnik prenese na izvajalca. Seveda kriteriji, sam investitor se mora odločiti. Prvič, kakšen objekt ima, kako kompleksen je ta objekt, ali bo posebej naročil izdelavo projektne dokumentacije. Seveda takrat, v tem primeru, to je primer rdeče knjige, naročnik ali njegov inženir upravlja s pogodbo, nadzoruje izgradnjo in tudi potrjuje plačila. Naročnik je pri rdeči knjigi v celoti informiran in lahko izvaja spremembe in tudi vpliva na projekt. In seveda plačilo je izvedeno v skladu s predračunom ali po dogovorjenih cenah za opravljene količine in za potrjeno delo. Potem je večina cestnega programa potekala v Sloveniji. Zdaj, seveda, če se pa naročnik odloči za rumeno knjigo, takrat inženir, predstavnik naročnika upravlja s pogodbo, nadzoruje izdelavo in montažo na gradbišču, gradbena dela, montažerska dela in seveda potrjuje plačilo. In seveda plačilo je izvedeno v skladu z doseženimi mejniki
na splošno na osnovi pavšalne cene. Namreč pri rumeni knjigi se vgrajene cene ne merijo, ampak je pavšal. Pri rdeči knjigi na osnovi projekta se točno merijo vgrajene količine in seveda glede na posamične cene se pripravi obračun. To je velika razlika med rumeno pa med rdečo knjigo. In tretja, seveda pri srebrni knjigi, projekti na ključ, gre pa seveda investitor s svojimi kadri je minimalno vključen, bodi si ne more biti vključen ali ne želi voditi in upravljati to pogodbo, takrat se seveda odloči, da večino odgovornosti prevzame izvajalec. Je pa zelo pomembno, kako investitor pripravi oziroma naročnik pripravi zahteve naročnika. Ker veliko sporov pri srebrni knjigi izhaja iz zahtev naročnika, kjer zahteve naročnika niso bile dovolj precizno definirane in potem seveda pride do nezadovoljstva z rezultati projekta, z izvedbo projekta, z parametri, ki jih ta projekt dosega in tudi do veliko sporov v svetu je znanih na osnovi te srebrne knjige. Zelo velikokrat se pojavljajo spori tudi zaradi geoloških raziskav. Ponovani investitor opravi svoje geološke raziskave in v razpisu tudi definira določene zahteve. Vendar velikokrat se v praksi pokaže, da geološke raziskave niso bile dovolj natančne, zato pride do sprememb, zato pride do podražitev, zato pride do sporov in tudi takrat velik riziko obstaja na strani izvajalca. In zato je že veliko izvajalcev, ki so sklepali pogodbe na osnovi srebrne knjige, tudi propadlo. Tako da Mednarodna zveza izvajalcev v Bruslu odsvetuje oziroma priporoča vsem, ki se odločajo za srebrno knjigo, vsem izvajalcem, da temeljito preštudirajo pogoje in da se zavarujejo pred eventualnimi nepredvidljivimi stroški, ki pri takih projektih lahko nastopijo. Zdaj, seveda, ko govorimo o tveganjih, tule vidite en diagram prevzema tveganj oziroma rizikov. In na tem so lepo napisani, v teh tabelah so riziki izvajalca, riziki naročnika, potem pa povečanje stroškov projekta in pa povečanje nadzora naročnika na projektiranje. Kaj kaže tale tabelca? Kaže, da so riziki naročnika pri rdeči knjigi sorazmerno zelo majhni. Zakaj? Zato, ker naročnik v celoti upravlja s pogodbo, projektant je na njegovi strani in seveda izvajalec dela točno na osnovi te projektne dokumentacije. To se pravi, riziki naročnika so sorazmerno in tudi izvajalca so sorazmerno majhni. Ampak z rumeno knjigo pa tveganja naraščajo. Riziki izvajalca, poglejte se pa, pri rumeni knjigi že povečujejo, pridejo tole do plus 50%, pri srebrni knjigi so pa ti riziki izvajalca, ki prevzema na ključ, zelo veliki, tu so pa zelo veliki. Po drugi strani, seveda, pri rdeči knjigi je v nadzor naročnik stalno zelo močno vpet. Naročnik ima svojega inženirja, ima svojega nadzornika, on vse faze spremlja, potrjuje količine in je seveda v veliki meri vključen v samo razvijanje projekta. Pri srebrni knjigi je pa vključenost naročnika zelo majhna. Njega zanima samo končni rok, kakovost pa cena. Tako da tudi z tega vidika mora vsak naročnik temeljito premisliti, za kakšno pogodbo, kakšno obliko pogodbe se bo odločil in seveda tudi izvajalec, ki pa to sprejme, mora temeljito tudi se pripraviti in oceniti vse možne rizike. Zato je pa zelo pomembno, da naročnik pripravi kakovostne zahteve naročnika, kakovostno razpisno dokumentacijo. Izvajalec mora temeljito preštudirati razpisno dokumentacijo,
pripraviti ponudbo in se seveda zavarovati pred vsemi možnimi riziki, ki na teh projektih lahko nastopajo. Kakšen model pogodbe bo izbral, je stvar naročnika. Vedno naročnik odloča, predvsem je pa odločitev odvisna od vrste del in pa modela izgradnje. Izbira napačnega modela lahko povzroči naročniku resne težave. In s tem se mi konkretno zdajle srečujemo vsak dan na projektih kohezije. To je zelo resen problem, če izbereš slabo pogodbo, če nimaš ekipe, ki upravlja s pogodbo, če nimaš inženirja, če nimaš nadzornika, če ne spremljaš izvajanja, po drugi strani tudi pa, če seveda izvajalci nimajo ustreznih ekip, če izvajalci, recimo pri rumeni knjigi, izvajalec najame poceni projektanta, izdela slabo projektno dokumentacijo, potem pa med izvedbo ugotovi, da so potrebne spremembe in to je pa njegov strošek. Skratka, tudi pri tem je treba biti zelo pozoren. Zdaj, kaj je problem pri uporabi FIDIC-a v Sloveniji? Ključni problem so premalo usposobljeni naročniki. Namreč naročnik mora ali imeti lastno usposobljeno ekipo ali pa zato angažirati ustreznega svetovalnega inženirja. Izbrati ga mora pa na osnovi kakovosti in cene, ne na osnovi najnižje cene. Drug problem je zelo slabo pripravljena razpisna in projektna dokumentacija. Tudi to je povezano s svetovalnim inženirjem. Če je izbran najcenejši, bo on naredil lahko zelo eno nepopolno razpisno in projektno dokumentacijo, ki bo seveda v izvedbeni fazi zahtevala veliko dopolnil, veliko sprememb, kar bo vplivalo na rok izgradnje in tudi povečanje cene. Potem seveda pri rumeni knjigi naročnik ne zna pripraviti dokumenta zahteve naročnika. To se pravi, naročnik in izvajalec si nista na jasnem, kaj dejansko mora biti v tem projektu in kakšne so res prave zahteve naročnika. Potem pri FIDIC-ovih pogodbah. Pri FIDIC-ovih pogodbah se zahteva dosledno vlaganje pismenih zahtevkov in spoštovanje rokov. To pri nas tega nismo navajeni. Pri nas smo bili navajeni, na koncu se bomo zmenili, nekaj dogovorili, pa poračunali. Tega FIDIC ne dopušča. FIDIC zahteva pravila, to so roki, v tistih rokih morajo dati zahteve naročnika oziroma zahteve izvajalca, odgovor naročnika, odgovor inženirja. Vse je tudi predpisano, kako morajo biti te dokumenti tudi pripravljeni in kako morajo biti argumenti postavljeni. Skratka, to je velika slabost pri nas, da se teh pravil FIDIC-a dosledno ne držimo. In pa seveda, kar sem že prej povedal, pri rumeni knjigi se pojavljajo težave, ker so izvajalce zadolžili, da pridobijo tudi gradbeno dovoljenje. Potem se je pa seveda zgodilo, da je šlo za en linijski objekt vodovoda, kanalizacijskega omrežja plus čistilne naprave, ki je potekal čez vrsto parcel, tam pa za eno parcelo ni bila pridobljena služnost, je bilo treba izbrati drugo traso, ta trasa seveda ima določene spremembe, kar je povzročil spremembo roka, spremembo cene in seveda tudi spor med naročnikom in izvajalcem. Tega se je treba z ustrezno razpisno dokumentacijo in pa tudi z modeli izogniti. Mi svetujemo, da se design and build, to se pravi projektiranje in izvedba, odda šele po pridobitvi vseh soglasij. Ne pa, da so vključena tudi pridobivanje soglasij. Zdaj, seveda, velikokrat se tudi pojavijo problemi, da izvajalec ne predloži zahtevkov za spremembo roka in spremembe cene v predpisanih rokih in obliki. To seveda je potem kasneje, ko so enkrat roki zamujeni, težko uveljavljati. Potem tudi naročnik in izvajalec ne odgovorita, tudi če je ta bil zahtevek v roku, naročnik oziroma njegov inženir nista odgovorila v predpisanem roku. In pa seveda tudi pri nas so komisije za reševanje sporov redke, vendar v tujini, v FIDIC praksi, glede na to, da komisija za reševanje sporov reši spor v 84 dneh, se čim pride do takega problema, takoj imenuje ta komisija reši spor in seveda prepreči zamujanje projekta in seveda tudi dolgotrajne spore na sodišču ali pa pri arbitraži, ker komisija za reševanje sporov je učinkovito orodje pri FIDIC-ovih pogodbah in seveda reši spor v 84 dneh.
Velik problem v Sloveniji je, da se naročnik, izvajalec, projektant premalo izobražujejo. Premalo je izobraževanja, premalo sledijo tudi smernicam in priporočilom. Naše Združenje za svetovalni inženiring organizira seminarje za FIDIC-ove pogodbe na osnovi rdeče, rumene in srebrne knjige in tudi organiziramo seminarje za specifične teme, predvsem so to vlaganje zahtevkov izvajalcev in pa reševanje sporov. Poleg tega seveda tudi ta praksa reševanja sporov še ni zaživela in tudi v Sloveniji imamo trenutno še vedno premalo presojovalcev. To se pravi strokovnjakov, ki so na listi presojovalcev in lahko sodelujejo pri reševanjih sporov po FIDIC-u. Za zaključek, FIDIC-ova praksa je primerna in, bom rekel, nujna v postopkih javnega naročanja gradenj, predvsem zato, ker FIDIC-ove standardne oblike pogodb predpisuje tudi Evropska skupnost za infrastrukturne projekte, investicijske projekte financirane iz kohezije. FIDIC-ove smernice uvajajo standarde, znanja, izkušnje, poslovno neoporečnost, etiko za vse v investicijskem procesu, tako za investitorje kot izvajalce, tudi za ostale udeležence, inženirje, projektante, nadzornike, revidente. FIDIC definira pristojnost in odgovornost vseh udeležencev pri gradnji, naročnika, inženirja, izvajalca, podizvajalcev. FIDIC pogodbe omogočajo hitrejše reševanje sporov za imenovanje komisij za reševanje sporov in pa povezovanje FIDIC-ovih pogodb in prakse je nujno tudi za delo na tujih trgih. Vsak naš izvajalec, projektant, nadzornik, ki deluje tudi na projektih v tujini, se bo slej ko prej srečal z FIDIC-ovo prakso in dobro je, da se prej na to FIDIC-ovo problematiko tudi dobro pripravi. Hvala lepa za pozornost.